Vabljeni k gledanju oddaj s knjigo. Tokrat se boste z mano odpravili v Zambijo na humanitarno medicinsko odpravo. A vas zanima, kakšni so bili naši pacienti, kaj so počele nosečke in kakšne so bile naše domače živali? Vabljeni k ogledu. Danes gremo v oddaj s knjigo pa v Zambijo. In sicer pred časom mi piše ena gospodična, Ana Marija Mihovec, in berem njeno zgodbo. In sicer grejo mladi zdravniki na humanitarno odpravo v Zambijo. Zdaj pa slišala sem že za to, da grejo zdravniki v Afriko, ampak stvari, ki sem jih noter zvedla, sem rekla, to je pa nekaj neverjetnega. Res nisem tega poznala. Zato smo z velikim veseljem izdali knjigo, da še več ljudi izve, kako to poteka. Utrip Zambije skozi stetoskop. In z nami je avtorica Ana Marija Mihovec. Dobrodošla. Najlepša hvala. Živjo. Ana Marija, da ne bom samo jaz navdušena na to vašo zgodbo, daj prosim malo povej, kakšne so te humanitarne akcije in kako to sploh poteka? Ja, torej, mi smo šli v okviru medicinske fakultete, torej šli smo študentje medicine in to je že neka taka ustaljena stvar. Že približno 30 let se vsake 3 mesece, no idealno vsake 3 mesece, kdaj pa kdaj tudi ne, odpravljajo odprave v Zambijo, v Kenijo in pa v Ugando. Tako da iz tega vidika je bila kar že neka taka zorana pot, na katero smo se potem mi podali. Je pa res, da smo se navdušili že tako čisto na začetku študija, ta ideja nas je spremljala potem vse do konca in potem smo jo tudi uresničili. Pa kako velike so to skupine? Ja, čisto odvisno. Lahko, mislim, da je minimalno število 4, potem pa do 6, nas je bilo 6. In tu greste študentje, samo študentje? Tako, študentje medicine, lahko pa se tudi najdejo kakšne, ne vem, študentje zdravstvene nege, medicinske sestre, potem mislim, da tudi kakšnih drugih fakultet, laboratorijske biomedicine, povezanih nekako z medicino, tudi fizioterapija. Tako da ja, lahko se najdejo zelo raznolike skupine, ki pa pač potem vsaka prevzeme nek svoj del v Afriki, ki ga potem odpravlja. Pa se spomniš, ko si prvič slišala za to, kaj te je tako navdušilo, da si rekla, to pa želim iti? Joj, če se pogovarjate z ljudmi, ki so bili takrat enkrat v Afriki, ki so šli na tako odpravo, imajo same pozitivne stvari za povedati, so tako navdušeni, imajo take iskrice v očeh, da je težko ne se navzeti tega navdušenja od njih. Tako da kogarkoli sem vprašala, pa tudi moji kolegi so bili zelo hitro, zelo navdušeni. Kakršnekoli vtise smo zbirali, mislim, da smo potem imeli veliko daljši seznam pozitivnih stvari, kot nekih težav v narekovajih oziroma nekih priprav oziroma kaj vse je treba narediti pred odhodom. Tako da mislim, da odločitev bila kar precej lahka. Kako si pa financirate to odpravo? Ja, odprava je v celoti financirana s strani tako ljudi, ki nas podprejo, tako rekoč. Kdorkoli, ali so neki klasične poti? Ja, mislim, da najbolj klasična pot je, da skupina se organizira. Mi smo si potem, ne vem, naredili majčke, na kateri smo napisali svoj logo. Potem smo začeli zbirati donacije, ne vem, dobili smo nekaj zapestnic, potem kakšne knjigice in potem se gre na različne konce Slovenije. Mislim, da tudi če gledalci malo pomislijo, so sigurno že kdaj prišli v stik s kakšno skupino, ki je, ne vem, mogoče v cerkvi, na ulici, v šoli, v zdravstvenem domu, imela postavljeno mizo, mogoče kakšen plakat, da gredo v Afriko in potem se tam zbirajo prostovoljni prispevki. Odprava je pač v celoti podprta z prostovoljnimi prispevki ljudi, ki so pač nas na tej poti spremljali, potem pred odpravo in potem tudi po odpravi. Največ smo zbrali v cerkvah. Mislim, da smo bili vsi pozitivno presenečeni. Oziroma se mi zdi tako, no, Slovenci se mi zdi, da vseeno, kolikor mogoče so kakšni reki, kako smo do sosedov, pa kakšne odnose imamo s sosedi, se potem med sabo zelo radi podpremo. Mi smo bili res toplo sprejeti med ljudi, kamorkoli smo prišli, kjer smo predstavili svojo idejo, kaj bomo s tem denarjem tudi naredili in smo se čutili res dobro podprte. Tako da največ je bilo zbrano čisto tako na ulicah, med ljudmi, v skupinah. Seveda so bili potem tudi kakšni dobrotniki,
s kakšnimi večjimi vsotami, pa seveda naši prijatelji, družine. Tako. In zdaj greste v Zambijo. Najprej, aj kaj strahu? Tole greste za 3 mesece, to ni tako kratko obdobje. Ja, seveda. Ko se pripravljaš, imaš to nekako zmeraj v mislih, ampak vedno bliže, ko je datum odhoda, vedno bolj je neko tako trenje v notranjosti, v srčku, kaj se vse lahko zgodi, kaj lahko vse tudi gre narobe, a smo se dovolj pripravili, a imamo dovolj znanja. Se mi zdi, da je to prvič tudi, ko smo se kot študenti medicine zares podali nekam, kjer smo vedeli, da nam bo dana velika odgovornost. In smo se spraševali, če smo tudi tako dovolj podkrepljeni z znanjem, ki ga bomo pač morali spraviti v prakso. Tako da ja, strah je seveda bil prisoten. Mislim, da nas je najbolj mirilo to, da smo bili skupaj, da nas je bilo 6 oseb, ki smo se med sabo dobro poznale, ki smo poznale tudi strahove drugih, ki smo se seveda preden smo šli, smo se že skregali parkrat in smo tudi videli, da nam uspe konflikte dobro rešiti. Tako da nas ni bilo strah. Ja, nas ni bilo strah, da bomo imeli težave drug z drugim. Tako da mislim, da smo si bili sami drug drugemu največja opora. Seveda pa potem tudi pogovori s starejšimi kolegi, z bolj izkušenimi, s tistimi, ki so že bili tako rekoč veterani. Vsi so nas seveda mirili in podprli. In tam v Nangomi, kamor ste šli, v Zambijo, je pomembno ime Stanko Rozman. Imate tam prav hišo za Slovence. Tako, ja. To je ta gospod. Ja, misionar Stanko Rozman je tisti, ki je postavil prve temelje, oziroma prve kamne temelje bolnice v Nangomi. Torej, začelo se je pred nekje 40 leti, ko se je on odpravil najprej pokristanjevati Zambijo oziroma Afriko, potem pa so ga postavili tja za župnika. On se je z ljudmi povezal, imel idejo postaviti bolnico oziroma idejo in hkrati je videl potrebo, ljudje so tudi izrazili svojo željo in ja, tako se je vse skupaj začelo, tudi Slovenci. In si imela tudi pogovor s Stankom, ne? Tako je, z njim sem naredila intervju. Zelo prijeten gospod, veliko spominov. Se mi zdi, da je, ko sva se pogovarjala, tudi sam se kar prestavil nazaj v čas, ko je bil tam. Šlo je res veliko asociacij. In ja, je povedal dosti o tem, predvsem kako pravzaprav je bilo težko z ljudmi, ker že se mi zdi, da tudi mi vemo, ko se odpraviš v nek kraj, kjer si tujec, moraš najprej pridobiti zaupanje. In mogoče je bilo pred toliko in toliko leti to še težje. Barva kože je tudi seveda pač drugačna, takrat sem morda še malo manj potovala in veliko mi je povedal od tega, kako je pridobil zaupanje ljudi, na kakšen način, da se je pravzaprav on prilagodil njim bolj, kakor pa da bi poskušal spremeniti njihove navade in da je dal svoje ideje, ampak uresničeval jih je pa skozi poti, ki so mu jih oni začrtali. Tako da se mi zdi, da je tudi to neka, če se odpravimo v Afriko, kar nam je bilo tudi nam položeno na srce, da mi gremo tja kot gostje, mi prilagodimo njim in živimo življenje, ki ga pač oni živijo. To je tudi gospod Stanko mi povedal. Pogovor s Stankom si tudi objavila v knjigi, zelo lepo. Ko si pa že omenila življenje tam, zdaj pa po kratkem odmoru, greva pa konkretno na dogodivščine, ki so se vam zgodile v Zambiji. Evo, en odmor. Z Ano-Marijo Mihovec se pogovarjava o Zambiji, utrip Zambije skozi stetoskop. Ana-Marija, zdaj pojva pa na vaše dogodivščine. Jaz sem se v knjigi parkrat zelo nasmejala, pa tudi zamislila, kako tam živijo. Lahko najprej se malo opišeš, kakšno je življenje v Zambiji, ta del, ki si ga ti spoznala. Ja, tako enako jaz tudi včasih ne vem, kje začeti, ko dobim to vprašanje, ker je res ogromno za povedati. Življenje je zelo različno, kot zelo, zelo drugačno od življenja, ki ga živimo mi. Že neko dojemanje časa je čisto nekaj drugega. Sej se tudi pri nas zamuja, ampak v Zambiji čas ne preganja ljudi. Tam se gre res na sončno uro, na gledanje sonca. Ure, če jih imajo, stojijo, so nek modni dodatek in ja,
to je nas na začetku kar malo spravljalo ob živce. Potem smo se pa že mi tako navadili in videli, da je to v bistvu nekaj tako prijetnega, da imaš občutek, da sej se bo uredilo. Sej ne bo. Tako, točno tako. Mogoče ne zdaj v tem trenutku, ampak se bo. In smo tudi mi pač nekako začeli gojiti to neko zaupanje, da bo, mogoče ne danes, mogoče ne jutri, ne čez en teden, ampak enkrat pa mogoče bo. Tako da ja, najprej ta čas, kako drugače teče, kako ljudje gledajo na življenje, se mi zdi, da to je nas v vsakem dnevu tudi zelo presenetilo. To je neka majhna vasica, v kateri smo mi bili in se mi zdi, da mi smo že tako navajeni, pa v službo, ne vem, nekaj kilometrov stran, potem pa na nekam športati nekaj kilometrov stran, pa potovati. Imamo ta občutek, da moramo neke ogromne razdalje prepotovati, da v življenju, da vsak dan najdemo smisel, da smo nekaj naredili v dnevu. Mi smo pa tam živeli v radiju, ne vem, mogoče 2 kilometra, mogoče še manj. In ljudje so morali svoj dan osmisliti s stvarmi, ki so jih našli v tem radiju 2 kilometrov. In nas je, se mi zdi, da se je zelo dotaknilo to, kako so oni, recimo, ne vem, so zmagali partijo biljarda en dan in to je bil največji dogodek, ki se jim je zgodil takrat in so bili izredno ponosni na to in so bili potem tudi cel dan veseli glede tega. Se mi zdi, da je bila to ena taka stvar. Pa otroci prihajali so barvati k nam pobarvanke, pa z njimi, ko smo se z njimi igrali. Tako da tudi mi smo potem začeli iskati neke majhne delčke v dnevu. Ne vem, zjutraj smo šli teč, pa nam je bilo to dovolj. Pa ne vem, popoldne smo se vzeli čas za knjigo, pa nam je bilo potem tudi to dovolj. Pa zvečer smo igrali karte, pa nam je bilo dovolj. Tako da smo, se mi zdi, da začeli malo zmanjšali svoj krog, svoj krog nekih pričakovanj in nekako razširili horizont, da v bistvu se velike stvari skrivajo v nekih malih dogodkih v dnevu. Drugače pa glede življenja v Zambiji, tudi to ja, seveda je zahtevno, težko, družine so velike, mogoče glede tega. In potem pridejo tudi izredno težke odločitve v vsakem dnevu. Prej sem govorila o neki lahkotnosti, ki jo mogoče imajo, ker pač s časom mogoče nimajo toliko težav kot mi, ampak imajo pa vseeno izredno težke odločitve oziroma izredno težke vsakodneve, ker morajo zjutraj, zjutraj se zbudijo in mama, oče imata, ne vem, 8 do 12 lačnih ust. Treba je toliko in toliko stvari prodati na tržnici. Potem, kar smo mi videli, kar so bile težke zgodbe v bolnicah, kjer otroci oziroma pacienti niso imeli denarja, da bi šli naprej na zdravljenje v Lusako in so morali starši se odločiti med tem, da zdravijo enega otroka, ki je pač imel neko terminalno bolezen, ali pa ta denar prihraniti v narekovajih za vsa ostala lačna usta doma. In je bilo nam je bilo prav tako težko gledati potem, kako je bila pravzaprav odločitev na nek način za njih logična, ker enostavno drugače ne gre. Ker so sami vedeli, da toliko denarja ne morejo vložiti v narekovajih v enega otroka, kar bi bilo pri nas logično in boš vse naredil in pri njih so se žal morali sprejemati kakšne take zelo krute odločitve. Razumem, se pravi, vi ste rekli, da bi mogel iti otrok se zdraviti v večje mesto, kar terja nekaj finančni zalogaj. In so starši načrtno rekli, ne bomo ga, raj prihranimo ta denar, vemo, da bo doma umrl, ampak denar postane za ostale otroke. Tako, ja. Imeli smo kar 2 primera, posebej pri otrocih nam je bilo to najtežje gledati. Morala bi iti v bolnico. Bolnico zdravljenja naprej v Lusaki, v glavnem mestu, si morajo plačati sami. Prevoz tja je krit strani bolnice oziroma kakor pač podpremo Slovenci lahko. Zdravljenje v Lusaki pa potem strani družine. In če so starši predvidevali, da se ne bo dobro izteklo, niso niti želeli poskusiti, ker prevoz nazaj, prevoz krste nazaj, tudi terja svoj davek, tako dobesedno. In potem so raje imeli otroka doma, da je umrl pač v njihovem objemu, pri domačih in tako je bilo. Še kakšna taka zgodba, ki ste posebej dotaknila, ganila? Potem so vse te pozitivne zgodbe, se mi zdi, če grem zdaj na drugo stran, kako pa so bili zelo veseli, če se je izboljšalo, za vsak majhen premik v zdravljenju svojem. Ne vem, ogromno smo imeli ljudi, ki so prišli z nekimi boleznimi, ki so pri nas
mogoče že kar samoumevne, da se bodo dobro šle, da se pač pozdravijo, tam mogoče niso. In tudi zdravnikov primanjkuje, tako da smo mi kot, v narekovajih, delovna sila, tudi tam se mi zdi, da lahko pod okrilje vzeli, pod protničko vzeli nekaj večje število ljudi. In se mi zdi, da so bili vsi starejši gospodje s težavami, srčnimi težavami, potem zelo veseli, ko niso več samo ležali v postelji, ampak so lahko prehodili 100 metrov, da lahko šli nazaj domov. Tako da mislim, da vse te, vsakič, ko smo lahko pomagali strani medicine, se mi zdi, da smo imeli občutek, zato smo prišli, zdaj res delamo tisto, za kar smo se pripravljali. Kako je pa z očali? To je zanimiva zgodba v knjigi. Res je, ja. Imeli smo tudi samooklicano kliniko za vid, kamor v Sloveniji smo zbirali tudi očala z dioptrijo. Preden smo šli, smo si rekli, nič, bomo vzeli še par očal brez dioptrije, tako mogoče malo za estetsko, mogoče bo pa kdo vzel. Potem smo imeli pa to našo kliniko in vse nas je presenetilo, ker v prvem mesecu so naša vsa očala brez dioptrije že šla. To se je razširilo po vasi, študenti so ugotovili, da imamo očala in oni so si potem vsi kar naenkrat zaželeli ta modni dodatek. Kar je bilo zelo zanimivo je, da oni so prišli praktično slepi, niso nič videli, mi smo jih potestirali za nadaleč, na blizu nič videli, potem smo jim pa dali očala brez dioptrije in oni so spregledali. Prišle so tudi zgodbe, da nič ne vidijo, predvsem po noči, kadar je doma, takrat res nič ne vidijo. Potem smo dali očala brez dioptrije in je bilo veliko bolje. Ampak nam je bilo, se mi zdi, da mi smo se nasmejali, to zgodbo imamo za naprej povedati in se mi zdi, da če ne drugega smo prinesli neko majhno veselje ljudem. Imajo modni dodatek. Ja, tako. Drugače pa so seveda prišli tudi ljudje, ki so res slabše videli in pri tistih se je pa res takoj opazilo. Mi smo recimo imeli neka očala, ki so jih pomerjali, ko smo tako malo empirično poskušali, katera dioptrija je najboljša, ker seveda pač ni nekega aparata. So ena druga očala poskusili, katera je boljša, z razliko, ne vem, 0,5 dioptrije. In ko so ljudje res videli boljše črke, se mi zdi, da so imeli res ta občutek, da so spregledali. To je bilo res, videlo se je na obrazu ljudi in tisti ljudje, ki so res imeli težave z vidom, niso niti želeli drugih očal sprobati, ker potem smo mi očala s to dioptrijo in ponudili, ne vem, 6 različnih, naj si pogledajo, kjer so jim najbolj všeč, kjer jim najbolj pašejo na obraz, ampak tisti ljudje, ki so tam res spregledali, si niso želeli niti pomerjati drugih. Tista, ki so jih imeli, so bila najboljša in potem so se zahvalili in šli. To mora biti ganljivo res, da ti nekdo res spregledaš po tokom času. Kaj pa povej še, prosim, nosečke? Kakšne so bile nosečke? Imeli smo oddelek z nosečkami. Oddelek je bil vedno poln. Prihajale so že nekaj dni prej, moramo vedeti, da one pridejo, ne vem, peš, oddaljenosti, ne vem, 3-4 ure hoje in one so seveda prihajale, ne vem, en teden preden se jim je zdelo, da bodo rodile, s kovčkom na glavi, z dekami pod pazduho, potem so bile najprej nastanjene na eni hiški poleg bolnice, kjer so imele na tleh jogije ali pa ne jogije, ene so spale na tleh. Prišle so z mamami, ki so jim potem kuhale, prale, zunaj je bil pač nek vodnjak. In potem, ko so opazile, da pa zdaj imajo popadke, so prišle pa pol v bolnico, kjer so pa potekali vaginalni porodi, pa tudi za carske reze. Bila je tudi možnost carskih rezov. Ja, in mislim, da zgodbe nosečk so se nas tudi tako zelo dotaknile, ker mislim, da je taka neka znana stvar, da kako je porod boleč po eni strani lahko. In mi smo si rekli, oziroma vsi imamo tudi neko predstavo tudi iz filmov, pa kar slišiš, da pač spustiš kakšne zvoke, ko rojevaš, da pač pritisneš, včasih zakrčiš. In ko smo bili s kolegico Hano na tem porodničarskem oddelku, oddelek za rojevanje je bil, ne vem, mogoče oddaljen 4 metre, sva rekli, nič, greva midve narediti lepo vizito, pogledava pacientke, ki so trenutno na oddelku, bova že slišali, ko bodo gospe rodile. 3 namreč so bile s popadki in smo pričakovali, da bodo zdaj v kratkem rodile. In midve že opraviva celo vizito, vmes
se na svet prijokajo 3 dojenčki. In naslednji dan smo se odločili, da bova res počakali pri tistem oddelku in smo videli, da gospe brez kakršnihkoli protibolečinskih tablet, anestetikov rodijo in res čisto v tišini, so tako ubogljive, naju je to pravzaprav kar malo, zdelo se nam je zelo kruto in pravzaprav boleče, ko smo gledali, kako res so tako ubogljive, nekaj tako, ja, po neki strani bolečega, prenesejo brez upiranja in ja. Tudi ta babica, ne, zna včasih kar na ostrojo stisniti, da mora roditi. Ja, hierarhija tam v bolnici oziroma predvsem na tem oddelku je res otrok je v ospredju in če so zapleti, potem je babica oziroma zdravnik lahko zelo, zelo strog s pacientko. Prišlo je do tega, ne vem, da so jo tudi pocukali za lase, pa ne vem, udarili po stegnu, pa potem se je pritiskalo na trebuh. Nam se je to zdelo seveda zelo kruto, bili smo šokirani, kako da to v Sloveniji nikakor ne bi šlo, pod nobenimi pogoji ne bi bilo izvedljivo. Ampak smo potem tudi malo začeli razmišljati in se nam zdi, da glede na to, da otrok je seveda v ospredju, on je prvi, ki ga pač poskušajo rešiti in kadarkoli se porod začne zapletati, je treba poskrbeti, da otrok pride čim prej, mislim, da se otrok čim prej rodi in ker nimajo toliko pripomočkov, da bi pač tega otroka lahko varneje porodili, potem je treba res z mamico biti strog, da ona pač naredi vse, kar je v njeni moči in ja, če pač to pomeni cukati, tepsti, je potem pač treba to potrpeti. Še en kratek odmor, potem pa še nekaj zgodb iz Zambije. Danes imamo Ano-Marijo Mihovec in knjigo Utrinki Zambije skozi stetoskop. Zdaj smo v Zambiji in govoriva o teh dogodivščinah, ki so imeli mladi zdravniki na humanitarni odpravi v Zambiji in kaj vse lepega so v bistvu tam naredili. A je mogoče, Ano-Marija, še kakšna taka zgodba, ko je mogoče, lahko bi rekla, neverjetna za naše okolje? Ja, teh je bilo sicer kar veliko, ker tako kot smo imeli mi kulturni šok, so ga imeli seveda tudi Zambijci. Ker Slovenci počnemo seveda neke stvari, ki so nam samoumevne in jih v Zambiji ne bi nikoli počeli. Mi smo se odločili, da bomo veliko telovadili. Imeli smo čas, zjutraj se je zgodaj naredilo sonce, poskusili smo se nek tak ritem ustvariti in potem smo se večkrat odpravili teč. Lahko zjutraj, lahko popoldne. In ja, mi, ko smo že tekli, nam so vsi ploskali, predvsem pa se mi zdi, da so se ljudje med sabo spraševali in tudi večkrat so nas v bolnici vprašali, zakaj tečemo. Predvsem potem je pa prišel prav nek tako bolj glaven zdravnik do nas in je rekel, da njega že kar malo skrbi, če nas vsako jutro kdo preganja, kako velik je ta človek in če lahko kaj glede tega ukrenejo, če nas je že kaj strah. In ja, se mi zdi, da je bila to neka taka stvar. Oni ne bi nikoli brez nekega razloga tekli, ker je to pač zapravljanje energije, časa, na vrtu delaš, okopavaš, se rabiš energijo za kaj takega. So pa zelo veselo potem, kadarkoli smo tekli, so nam vsem dajali petke, ploskali, sami pa se niso posluževali. Spodbuda. Pa so tudi oni vas, se želijo kaj slikati, se želijo vas dotakniti, kako ste vi za njih zanimivi? Ja, Slovenci oziroma belci, druga barva kože je pač nekaj zelo cenjenega v Afriki oziroma nek kulturni šok, nekaj, kar si želi sfotografirati. In se mi zdi, da po eni strani so bili ljudje, pacienti veseli, da jim je šlo bolje, da se je njihovo stanje izboljšalo. Po drugi strani predvsem se spomnim tele zgodbe z našo zobozdravnico živo, ko je ona pulila zob, je pacientka seveda ležala nazaj, imela odprta usta, živa je bila nagnjena nad njo, ona je imela pa še takole stegnjen telefon, da je snimala cel proces, kako je belkanje izpulila zob. Zanimivo. Ja, in večkrat so se nas ustavili ljudje na cesti za eno fotografijo, snemali so nas seveda,
kadarkoli smo prišli mimo, dotikali so se nas, otroci predvsem se mi zdi, da so se radi dotaknili kože. Se mi zdi, da mogoče pač sploh niso vedeli, kaj je to, zakaj smo drugačni, a je to zdaj, a se bo kaj razmazalo, če se bo kaj preneslo, če se oni nas dotaknejo. Tako da smo bili kar atrakcija. Se mi zdi, da smo pričakovali, no, ko smo se odpravljali v Afriko, da se bi kaj takega lahko zgodilo, ker to je bila vsakodnevna stvar, no, ampak se mi zdi, da se nismo naveličali tega in se mi zdi, da smo, ne vem, kakor so oni dali veliko, njem je bilo to, mislim, da najmanjša stvar, kar smo mi lahko naredili za njih. Ana Marija, na začetku smo govorili, da ste zbrali donacije za to odpravo. In zdaj, kam konkretno gre potem ta denar? Ja, mi smo zbrali skoraj 42 000 evrov in predvsem gre ta denar na začetku za vse tiste račune na kredo, ki jih imajo, ko Slovencev ni v Zambiji. Zdaj 9 mesecev ni bilo nobene odprave, zdaj je šla naslednja in mislim, da bodo oni najprej pokrili vse stroške, ki so jih oni imeli med tem, ko nas ni bilo v Zambiji. Stroške česa? Oni recimo potrebujejo bencin za prevoze, potem predvsem zdravila kupujejo. In se mi zdi, da imajo sicer zelo dober dogovor z bencinsko črpalko, pa z ljudmi v lekarnah. Ti ljudje vejo seveda, kako je in da ljudje rabijo to tudi, kadar ni denarja, tako da se potem lahko nekako na zalogo nakupi, tako da zaupanje imajo vzpostavljeno. Kadar pa slovenska ekipa pride, pa potem gre predvsem za to, da se najprej, primarna skrb so zdravila, vsak mesec nova zaloga, mogoče še malo bolj obširna, kakor bi bila mogoče, če bi kupovali sami, kakšne zdravila, ki jih mogoče nimajo na prioritetni listi, potem bencin. Bencin res, kar potrebujejo za kakšne nujne prevoze v Lusako, kar smo prej omenjali, ker to je 2 uri vožnje in se že samo za en prevoz seveda skoraj cel tank izprazni. Mi smo pa potem imeli to možnost, ker smo imeli mičkeno več zaloge, da smo potem kupili še kakšne malo bolj konkretne aparate. Smo kupili rentgen, potem rentgen za zobozdravstveno ambulanto, potem za nosečniški oddelek, kupili smo nove postelje, potem pa tudi kakšne take, v narekovajih, drobnarije, recimo že obleke v operacijsko dvorano, potem kakšne zvočnike, potem šalčke so se že želeli v operacijski dvorani, svinčnike, ki jim jih skozi ves čas zmanjkuje. Tako da od nekih večjih stvari do nekih manjših, za tiste manjše so nas večkrat sami prosili, pa so nam zdele zelo, zelo pomembne, ker če prinese neko dobro vzdušje nekam, kjer je pač treba dobro delati, potem zakaj ne bi kupili nekih šalčk? Zelo lepa. Dejanja, zelo lepa zgodba. Ana Marija, zakaj ste se odločila pa zdaj vaše dnevniške zapise, kako je bilo z vsemi temi zgodbami in še mnogo ostalih izdati v knjigo? Ja, najprej mogoče zato, da si bomo že mi sami zapomnili vse, kar se nam zgodilo. Že jaz, kadar listam po svoji knjigi, sem včasih tako, samo res, še to se nam je zgodilo, pa še to, pa še to. Tako da pač vtisov je res ogromno. Predvsem pa smo si želeli predstaviti našo zgodbo tudi ljudem, ki mogoče ne vedo, kako so te medicinske odprave organizirane in da bodo mogoče naslednjič, ko slišijo za neko odpravo, ki nekam gre, kot omenjeno, sigurno bodo nekje zasledili kakšno stojnico, na kateri bo obešen plakat Zambija 2028 ali pa Kenija 2030, da bodo vedeli, kam gre ta denar, da bodo lahko tudi pristopili, kaj vprašali, da bodo vedeli, da pač gre to v neke konkretne roke in da gre to za neke konkretne ljudi. Želeli smo se tudi približati mogoče ta del sveta, za katerega smo tudi mi mislili, da je mogoče tako nekako daleč pa drugačen, ampak potem, ko si pa enkrat tam, so pa ljudje pravzaprav ljudje kot ljudje s svojimi težavami, strahovi, veselji, prijazni, včasih slabo razpoloženi, enaki kot mi. Zelo lepa gesta se mi pa tudi zdi, da Ana Marija se je odločila, da del od prodanih knjig gre tudi za naslednje odprave, ravno tako v Zambijo. Kdaj gre naslednja odprava? Naslednja odprava se je ravnokar odpravila. Mislim, da je letalo, ki odhaja v času, kjer smo bili tudi mi, april do junij, je ravno šla prejšnjo soboto. Tako da naslednja se pa mislim, da odpravlja poleti, potem pa januarja, tako da zdaj jih je kar nekaj na tapeti.
Ana Marija, najlepša ti hvala. Jaz pa seveda priporočam vsem branje knjige Utrip Zambije skozi stetoskop, zato da spoznamo eno novo deželo, je kot nekakšen potopis. Po drugi strani ti je toplo pri srčku, ko veš, koliko lepega, tukaj pa res spreminjate življenje ljudem, ko greste dol in res ogromno pomagate s tem, ko vas spet gre dol, pa neka sredstva, da zagotovite malo boljšo oskrbo zdravstveno. In na tretji strani bi rekla tudi zato, da se mačka nasmeješ, ko so bile kakšne prigode, pa res prikupne, da že zaradi tega sem z veseljem brala naprej, kaj še vse se vam bo zgodilo. Tako da, Ana Marija, še enkrat najlepša ti hvala, da si prišla v oddajo in seveda, da si napisala tako knjigo. Najlepša hvala za povabilo.